Dr. Bejović, lahko pojasnite, jutri se sestane posvetovalna skupina za cepljenje, kaj se lahko pričakuje glede uporabe cepiva Johnson & Johnson? Torej, težko vam rečem, kakšen bo odgovor, kakšen bo sklep posvetovalne skupine. Stvar moramo predebatirati, se o njej temeljito pogovoriti, ampak glede na to, da za cepivo podjetja AstraZeneca nismo sprejeli nobene posebne omejitve, menim, da se bomo tudi tukaj držali tega, kar je zapisala Evropska agencija za zdravila. Menite, da bi bilo vseeno dobro razmisliti o kakšnih omejitvah, glede na to, da vse več evropskih držav se odloča pri AstraZeneca, da ne bodo cepili mlajših? Je tudi to morda debata za jutri? Morda, no, ampak nedavno smo se pač odločili, da ne bomo postavili omejitve. To seveda pomeni, da morajo biti ljudje seznanjeni s potencialnimi neželenimi učinki. Cepljenje je prostovoljno in nekako je mnenje, da se pač glede na to presodi, koga in kako se cepi. Pri cepivu AstraZeneca bi jaz posebej še enkrat poudarila, da gre za cepivo, ki je zelo, zelo važno pri starejših ljudeh in res ni nobenega razloga, da bi se ga tam izogibali. Morda lahko poveste, kako boste predlagali spremembo strategije cepilne, ker namreč to Janssenovo cepivo je zdaj potrebno umestiti v strategijo, verjetno, ker tudi za Pfizer so določene skupine, katere se cepijo, za AstraZeneca so določene skupine. Nobenih prav posebnih skupin ni sedaj, da bi jih morali cepiti z tem cepivom, recimo podjetja Janssen. Pri cepivu Pfizer-BioNTech gre deloma za to, da je to edino cepivo, ki je registrirano pri otrocih oziroma adolescentih nad 16 let, pa seveda edina kontraindikacija za posamezno cepivo je preobčutljivost. Tako da to so pravzaprav edini razlogi različnega umeščanja cepiv, tako da pač po mojem osebnem mnenju je pametno, da gre strategija pač naprej, tako kot je napisana po teh starostnih skupinah, ki odražajo pač tveganje za hud potek in da se to zgodi čim hitreje. Zgleda, da je kar precejšen logistični problem razporediti cepivo po različnih centrih, ker je interes teh skupin, ki so prioritetne, različen. Tako nekateri starostniki ponekod še niso bili pocepljeni, drugje bi pravzaprav lahko začeli cepiti že skupino nad 50 let. Zdaj seveda, v idealnem bi morala biti logistika taka, da bi pokrila enakomerno vse prioritetne skupine po vsej državi, ampak to najbrž res ni izvedljivo tako natančno, tako da bi bilo mogoče smiselno, da se v vsakem cepilnem centru pač cepi naprej, ko so prioritete pocepljene, da se potem pač spusti nekako to bariero in cepi naslednjo prioriteto. Na ta način bomo verjetno hitreje pač šli do večjega števila cepljenih. Ampak to je pač stvar ljudi, ki se ukvarjajo z logistiko cepljenja. To se pravi, da bo določena zdaj 50 plus noter v strategiji kot posebna prednostna skupina ali bo to zdaj že kar množično cepljenje? Torej, na vrsti so še prav kronični bolniki, torej ne visoko, posebej ranljivi kronični bolniki, ampak kronični bolniki. Potem pa bi bilo najbrž smiselno še eno bariero postaviti pri 50, čeprav ne, glede na to, da so interesi različni, je lahko tudi odločitev taka, da se cepljenje odpre za kogarkoli bi se želel cepiti. Hkrati 150 plus. Prioriteta, ampak če recimo v cepilnem centru cepivo ostaja, nima smisla, da bi ne cepili naprej tiste, ki se želijo cepiti. Kakšni interesi v smislu, mislim, da strokovno bi bilo smiselno iti na 50 plus? Ja, samo ljudje se ne odločajo za cepljenje, ne, in potem je pač cepiva ponekod lahko preveč in nima smisla, da se čaka na odločitve ljudi, ki imajo recimo prioriteto po starosti, ampak se cepi naprej tistega, ki se cepiti želi. A boste dali tako priporočilo potem jutri na sestanku? Lahko, da je odvisno, kako se bomo dogovorili, težko vam rečem. Zdaj sem opazila, da je ta Pfizerjevo cepivo zdaj dopolnjeno in da se ga lahko prenaša tudi na cepljenje na domu.
Torej ta stabilnost cepiva, potem ko je enkrat razrečeno, je zdaj že kar nekaj časa daljša, kot je bila v začetku, tako da ga je možno uporabljati tudi na domu. Ni več tako zelo striktno, da ga je bilo treba uporabljati res samo na tistem mestu, kjer se je razrečilo. V začetku smo imeli strah prav te brizge nositi iz mesta, kjer je bilo to pripravljeno do cepilnega mesta, čeprav je bilo to par metrov, ampak zdaj je znano, da je to možno in že kar nekaj časa se tudi to tako uporablja. Kar se tiče maturantov, imate mogoče neko zadnjo številko, koliko se jih je prijavilo, ali se bodo cepili vse v enem dnevu, in pa zanima me, kako smiselno je po vašem mnenju cepiti maturante, glede na to, da se jih je odločilo za to samo 15%. Torej, če se je odločilo 15% in če je to država sprejela kot neko prioriteto, naj se cepijo, seveda. Nimam pa razen iz medijev nobenih podatkov o tem, kako to cepljenje poteka. Lahko znam še eno pojasnilo zaprej. Torej, možno je, da glede na to, da ponekod so prijavljeni že, oziroma nimajo več interesa med temi prioritetnimi skupinami, da bodo nekateri cepilni centri lahko prišli na ta ali pa naslednji teden že na cepljenje splošne populacije. Torej od 18 do 60 brez pridružitve. Ne znam vam tega povedati na pamet, treba je pogledati številke, torej s tem se pravzaprav ukvarja Nacionalni inštitut in potem seveda ministrstvo oziroma ljudje, ki se ukvarjajo z logistiko cepljenja. To je od tega odvisno. Če bi se izkazalo, da množično niso precepljeni starejši ljudje, se sigurno splača to prioriteto še zadržati in precepiti starejše. Še vedno nekaj ljudi, kot veste, umre vsak dan v bolnišnici, zdaj ko je cepljenje že nekaj časa možno in razen res redkih izjem so to ljudje, ki so starejši od 60 let, se pravi, bi lahko bili cepljeni. Kaj pa glede cepljenja prebolevnikov? Kakšna so zadnja priporočila, navodila? Torej, nazadnje smo se odločili, podobno kot še 7, mislim, da je evropskih držav, da bi prebolevnike cepili z enim odmerkom. Seveda je to namenjeno na eni strani zaščiti prebolevnikov, na drugi strani pa tudi smotrni porabi cepiva, ki ga imamo še vedno omejeno količino na voljo. Bo pa treba posebej premisliti, kako bo s cepljenjem z enim odmerkom pri tistih ljudeh, ki slabše odgovorijo na cepljenje, torej pri teh, ki so hudo imunsko oslabeli. Potem pa seveda to je pa težji odgovor, namreč pojavlja se ena raziskava, po kateri so tisti, ki so preboleli COVID, pa so imeli zelo blago obliko, potem tudi slabše kot drugi prebolevniki odgovorili na cepljenje. Zdaj je zelo težko najti med ljudmi, med splošno populacijo tiste, ki so bolj ali manj hudo preboleli COVID ali bi tiste cepili z enim ali drugim odmerkom. To je težko na tak način res dosledno organizirati. Tako da se bo morda izkazalo, te raziskave se, veste, se pojavljajo praktično vsak dan in jih sledimo, kolikor jih moramo, da bomo morda cepili nekatere prebolevnike drugič, ampak z nekim določenim zamikom. Ampak to so ideje razmišljanja glede na to, kar se trenutno ve o odzivih na cepljenje pri prebolevnikih. Kakšni so ti časovni termini, kdaj bi prebolevniki dobili prvi odmerek in potem drugi, če bi bilo to treba? Torej, že nekaj časa je tega, ker smo se odločili, da je smiselno prebolevnike cepiti po 6 mesecih oziroma nekako tik pred tem, ko se izteče 6 mesecev. To je bilo tudi priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije in izhaja iz nekaterih raziskav, ki kažejo, kako pogosto zbolijo ljudje ponovno za COVID-19, se pravi, se ponovno okužijo z novim koronavirusom in večina raziskav kaže na to, da je ta okužba pred 6 meseci zelo redka. Pri nas, kot veste, imamo nekaj izbruhov v domovih za starejše in predvsem zbolevajo cepljeni ali necepljeni. V vseh poročilih, kar sem jih do zdaj dobila, mislim, da je ena sama oseba, ki je bolezen prebolela in je zbolela. Tako da tudi v naših razmerah drži, da je možno to cepljenje
zamakniti, na ta način nekje razporedimo cepivo tistim, ki ga potrebujejo, na drugi strani je pa ta oseba nekaj časa zaščitena zaradi prebolele bolezni in potem še naprej z cepljenjem. Ne? Če bi bila cepljenja vmes, bi sistem pravzaprav to obdobje lahko skrajšala. Pravite, da po 6 mesecih, ampak zdravstvene delavce, recimo v KC-ju so pa, če se ne motim, cepili po 3 mesecih, pa je bil nekak takrat argument, ko sem razumel, da je bil ta rok 6 mesecev postavljen, ker je pač cepiva primanjkovalo. Ja, ta rok je postavljen, kot sem povedala, z 2 razlogov. Deloma zato, ker je treba pač cepivo smiselno razporediti, deloma pa zato, ker je zbolevanje po krajšem času izjemno redko. Jaz ne vem čist točno časovno, kdaj je bilo to cepljenje po 3 mesecih in kdaj smo se odločili, da bomo upoštevali teh 6 mesecev. Tega vam ne bi znala na pamet povedati. Glede na to, da so zdaj v domovih, recimo ti izbruhi, ali to pomeni, da so v glavnem po cepljenju z Pfizerjevim cepivom oziroma Moderno, če so tam? Ja, večinoma seveda. Večinoma so bili starejši ljudje, stanovalci domov, cepljeni takoj, to je bila prva prioriteta, s Pfizerjevim cepivom, niti ne z Moderno. Torej, Pfizerjevo cepivo je v kliničnih raziskavah tam recimo 94-95% učinkovito. Pričakujemo lahko, da je pri starejši populaciji nekoliko manj učinkovito, ker vsa cepiva praviloma delujejo slabše. In seveda, če imate v domu 100 stanovalcev, ki so izpostavljeni okužbi, je za pričakovati, da jih bo 10 zbolelo. To je čisto pričakovano in zaradi tega tako zelo opozarjamo na to kolektivno imunost. Namreč, če bi bili zelo dobro cepljeni tudi zaposleni v domovih, bi bila seveda verjetnost, da se bo to zgodilo bistveno manjša. To je pomen te kolektivne imunosti, se pravi precepljenosti celotne skupine ljudi, bodisi da je to recimo vse prebivalstvo v Sloveniji ali pa tudi v nekem mikrookolju v domu. Če so vsi cepljeni, potem praktično ne more priti virus do tistih posameznikov, pri katerih je cepivo slabše prijelo. Koliko je pa, se pričem, verjetno, da je, ker je že 4 mesece recimo od tega cepljenja, da se je učinkovitost že zmanjšala? O tem pravzaprav imamo malo podatkov, koliko časa je cepivo učinkovito. Več jih imamo o tem, kako je zaščitna prebolela bolezen. Vendarle, podatki iz raziskav, kjer so gledali koncentracijo protiteles po cepljenju, kažejo, da po 3 mesecih ostaja ta koncentracija še sorazmerno visoka. Je raziskava, zdaj jo imam v mislih, pri kateri je pokazano, da je ta koncentracija nekoliko nižja oziroma hitreje upade pri starejših ljudeh. Kliničnih podatkov, se pravi podatkov o tem, kako bi ljudje zbolevali po cepljenju, je pa sorazmerno malo. Ena prva taka še ne povsem objavljena raziskava kaže, da je ta zaščita zelo dobra pol leta. Videli pač seveda bomo v praksi, kaj to pomeni, ker eno so klinične raziskave, pa tudi te raziskave še ne trajajo toliko časa. Tudi te bolnike, te osebe, ki so bile vključene v raziskave, na podlagi katerih so ta cepiva registrirana, tiste raziskave, ki so bile objavljene konec lanskega leta, sledenje tem osebam še ne traja toliko dolgo, da bi lahko odgovore na ta vprašanja dajali. Kaže, da bomo morda že letos morali se potem cel krog cepljenja ponoviti. Ja, možno. Potem seveda za nove variante, tudi če cepivo je zaščitno, je vprašanje, če niso potrebne višje koncentracije protiteles, tako da je možno, da se bomo pač cepili zato, ker bo učinek cepiva manjši ali pa zato, ker bo treba cepivo, podobno kot imamo primer pri gripi, nekoliko modificirati. Tam se vsako leto cepimo z malo drugačnim cepivom. Verjetno se potem tudi ljudje, ki so bili na primer cepljeni danes z AstraZeneco, naslednjič cepili z RNK ali kaj? Morda. Angleži, Velika Britanija dela na eni raziskavi o tem, kako je z mešanjem cepiv.
predvidevamo lahko tako na pamet, da najbrž to kakšen poseben problem ni. Sej tudi cepimo ljudi, ki so zboleli in na 2 načina dobijo v vase vnešen virusni delček, ne po naravni poti in s cepivom. Ampak seveda vprašanje je, ali je to kakšen boljši učinek, zato ker je cepivo drugačno. To je tudi možno. No. To bi si še vedno želeli. Lahko še glede cepljenja v Srbiji vprašam, nekateri so bili tudi tam cepljeni in tam cepijo tudi s cepivi, ki v Sloveniji niso priznana, torej ki jih ni odobrila EMA. In kolegica sprašuje, če je cepljenje s cepivi, ki so odobrena strani EMA in se uporabljajo tudi v Sloveniji, in Sputnikom ne bi tudi v Sloveniji zanj veljale neke ugodnosti pri prihodu meje. Zakaj pa to ne velja recimo za kitajsko cepivo, s katerim prav lahko cepijo? Ravno tako. To velja za to indijsko varianto cepiva podjetja AstraZeneca, ki se imenuje Covishield. Potem to velja za Sputnik V in velja tudi za kitajsko cepivo Sinovac oziroma Sinopharm. Nekaj teh cepiv je prav naštetih, ker vemo, da se uporabljajo v Srbiji oziroma drugih bližnjih državah in v bistvu gre za cepiva, ki sicer niso odobrena, so pa na široko uporabljena po svetu in nekako se nam zdi smiselno, da se tudi ta cepiva uvrsti na seznam tistih cepljenj, ki nam omogočajo potem gibanje. Pa je to pametno, da se bodo slovenski državljani, recimo, da se imeli možnost cepiti v Srbijo? Ja, torej ta zdravstveni turizem vedno prinaša za sabo neko tveganje. Vedno je seveda vprašanje, kakšno cepivo ponujajo nekje za tuje državljane. Vprašanje res, kakšno cepivo je, tukaj je nekaj dvoma. Če pride do kakršnihkoli zapletov, neželenih učinkov takoj po cepljenju, to niso osebe, ki bi bile zavarovane tam, tako da je to na vsak način do neke mere tvegano dejanje. Ko ste ravno rekli, zapleti in nepričakovani učinki oziroma neželeni, kdo v bistvu odgovarja, če bi se pri nas pojavil nek tak zaplet, ki bi imel določene posledice za človeka po cepljenju? Torej za obvezna oziroma za cepiva po programu, kar je v tem primeru tudi COVID-19, je odškodninska odgovornost države. Lahko znam še za eno strokoven komentar. Zdaj, mnogi ljudje nekateri špekulirajo, kjer cepivo bi čakajo, ne vem, Pfizerjevo cepivo prav zaradi teh strdkov in teh zadev. Včeraj je EMA naštela te dogodke pri vsakem cepivu, ki je odobreno v Evropi, tudi pri Pfizerju in pri Moderni so podobni, če sem prav razumela, posamezni dogodki, jih je pa nekaj manj. Niso niti ugotovili neke trdne povezave, da gre tukaj pri vektorskih cepivih za večje tveganje. Kaj bi vi rekli, kot strokovnjakinja, se je podobno varno cepiti s katerim koli cepivom? Torej, najbolj pomembno je, da se cepimo čim prej. Glede na breme bolezni, glede na možnost, da zbolimo za COVID-19 in nam potem bolezen povzroči strdke. Seveda je pa to priporočilo toliko močnejše, če spadamo v kakršnokoli skupino s tveganjem in kot sem omenila, tisto, kar vidimo hudih potekov, so ljudje, ki so starejši od 60-50 let, sem pa tja kakšen mlajši. Niso pa seveda tudi mlajši neizključeni. Zlasti tisti, ki imajo kakšne kronične bolezni, recimo prekomerna telesna teža, že zadošča pri mlajših ljudeh za hud tudi usoden izid. Zdaj seveda, če primerjamo cepiva med sabo ali pa če primerjamo pogostnost teh neželenih učinkov, glede na to, koliko pogosto se ta stanja pojavijo v splošni populaciji, potem je nekaj razlik. Te razlike so seveda majhne, zato ker gre za zelo, zelo redke pojave. Je pa seveda nekoliko več teh pojavov pri ljudeh, ki so se cepili za cepivom AstraZeneca, pa nekaj več pri cepivu podjetja Janssen. Minimalno so opisani tudi pri mRNA in če to primerjamo z pojavom teh bolezni v populaciji na splošno,
vidimo razliko. Ampak če pa pogledamo, kako pogosto se glede na število cepljenj pojavijo, je pa še vedno to zelo, zelo nizka številka. Gre za rede velikosti, kot veste, pri Janssenu 1 na 8 v 6 ali 7 milijonih, pri AstraZeneca je številka nekoliko večja, ampak še vedno gre za red velikosti kakšen na 100.000, tako da je verjetnost res majhna, kar seveda govori v prid uporabi cepiva. Ta druga stvar, ki jo moramo pa vedeti, seveda to so neželeni učinki, dogodki, ki se jih da prepoznati, na to se posebej opozarja in pri katerih je treba takoj ukrepati. Tako da še vedno obstaja, tudi če se to zgodi v redkem primeru, nek varnostni mehanizem, da se takega bolnika potem čim prej odkrije in ustrezno zdravi. Pomembno, da tudi tisti, ki so s Pfizerjevim cepivom cepljeni, da so pozorni na te iste simptome. Pravzaprav, ja, na kakršnekoli simptome. Zdaj, pri vseh zdravilih velja, da se jih preizkusi, predno se jih registrira pri določenem številu ljudi. Pri cepivih gre to praviloma v 10.000, to je bilo narejeno, ampak seveda nikoli v tem obdobju raziskav o zdravilu ali pa cepivu ne moramo zaznati neželenih učinkov, ki se pojavijo 1 na 100.000, 1 na milijon. To je nemogoče. Ne? Šele, ko bo uporaba dovolj široka, bomo lahko sigurni, da kakšnih dodatnih neželenih učinkov ni ali pa je njihova verjetnost še manjša, kar seveda potem še zmanjšuje v bistvu verjetnost, da sta te dva dogodka, se pravi cepljenje in pojav tega učinka povezana. To velja za vsa zdravila, je čisto nemogoče, da bi ravnali drugače, oziroma da bi se stvari odvijale drugače. Glede na število, na 7-dnevno povprečje okužb in število hospitaliziranih, kot kaže, smo v oranžni fazi. O čem boste danes s strokovno skupino debatirali, kakšne predloge lahko pričakujemo? To je zdaj bolj domena dr. Logarjeve. Zdaj, jaz mislim, da je pametno tudi zato, ker že vsi poznamo ta sistem, sledimo več ali manj semaforju, da tako rečem, ker je to nekje predvidljivo. Zdaj, seveda, pri tem semaforju vsi si želimo, da bi ukrepe čim prej sproščali. Ne? To je želja, veste, vsakega od nas tudi osebno, in je treba iskati neko pot, kako sproščati dovolj počasi, da ne bi prišlo do kakšnega prehitrega ponovnega dviga in kako seveda s tem sproščanjem vsem omogočati, kar se da bolj normalno življenje. Ne? To je bi rekla, umetnost oziroma nekaj zelo, zelo težavnega. Tudi vsa ta prilagajanja ukrepov ne zgledajo navzven zmedena, ampak v bistvu gre za to, ker se išče neka pot, kako bi in posamezne dejavnosti in ljudje v zasebnem življenju, pa šolarji, skratka v danih okoliščinah nekako lahko funkcionirali, pa da spet ne bi povzročili hudega širjanja epidemije. In tukaj moram povedati eno stvar, ki jo včasih slišim v medijih, namreč, da se ščitijo bolnice. Ščiti se zdravje in življenje ljudi. Ne zato, da bomo mi v bolnišnicah imeli manj za delati. Ker pač vemo, da bolezen poteka tako, da lahko v trenutku zablokira v zdravstveni sistem, kar pomeni slabo obravnavo bolnikov s COVID-om, enostavno se ne da, in slabo obravnavo vseh ostalih zdravstvenih težav, ki jih imamo. Kaj pa sicer pričakujete glede epidemije, zdaj število okužb počasi pada, bolnišnice ne bi temu sledile, maja recimo bo že malo bolj toplo vreme, ljudje bodo zunaj, se lahko mogoče, tako kot lansko leto, maja nekako ta val konča. Torej jaz upam, plan je, da pridemo maja v neko rumeno fazo, ki bi omogočila tudi malo širša zbiranja, pri katerih bi pa verjetno bilo smiselno uporabiti tisto, kar zdaj pa vemo več o bolezni, torej da bi uporabljali ta princip, da so recimo neka zbiranja možna, če so ljudje ali preboleli, ali cepljeni, ali so opravili svež test, tako da takrat niso kužni. Tako ena taka ideja je, da bi na ta način postopno, ne ravno še v rdeči fazi, ampak ko bo situacija malo boljša, omogočali več dejavnosti. A imate v smislu to recimo kino ali gledališče? Mogoče.
Pa sej lahko gledališče, ker tazga tudi na prostem, pa če je velika gruča, seveda tudi to ni nevarno, ampak na ta način se da omogočiti tudi kakšno poroko ali kaj tazga na tak način. Ravno pri zbiranjih, zdaj trenutno so dovoljeni neki shodi, to ljudi ali kako je že. A je zdaj v tej fazi po vašem že sprejemljivo, da bi se recimo na isti princip potem tudi kakšne prireditve že zdaj? Ja, lejte, to je bila odločitev vlade, mislim, da na pobudo Ustavnega sodišča, nekako je bila vlada v to primorana. Seveda, po strokovni plati smo se spraševali, če si želimo, da se trenutno ljudje ne zbirajo, ker še vedno kroži precej virusa, potem je pametno, da se nobene take prireditve ne izvajajo. Pa ni važno, ali je koncert, ali je demonstracija. Iz zdravstvenega vidika je to vse eno. To so pač tisto kot vedno neki drugi družbeni vplivi, ki pač to vodenje epidemije zanesejo v eno ali drugo smer. Stroka ima tukaj dosti trdno stališče, da je zbiranje, ampak to so pač drugi vplivi. Ta potrdila za prireditve, ki ste jih omenili, je to zdaj še vaše osebno oziroma strokovno mnenje ali je to že nekaj, kar... Ne, to je razmišljanje, razgovor med kolegi, osebno mnenje. Ampak tako malena ideja, zdaj ti testi, kot veste, se razvijajo tudi po svetu za samotestiranje, tudi druge države, mislim, da v Veliki Britaniji dobijo ljudje 2 testa na teden zastonj, da se lahko sami testirajo, tudi to bi se lahko pri nas uvedlo in bi si na ta način dobite se z eno večjo družbo prijateljev, vsi ste se sveže testirali, če še niste recimo preboleli ali bili cepljeni in veste, da ste na varnem. Enako velja recimo za šole, za vse take stvari. Jaz bi vas še to vprašala, ste prej rekla, eno so strokovna mnenja, drugo pa pridejo z drugih strani, prednostne skupine, ki se uvrščajo. Videli smo, da so zdaj recimo diplomati uvrščeni nad 60 plus, torej isto skupino kot 70-letniki in kritično bolni oziroma ne kritično bolni, kritično posebej ranljivi. Posebej ranljivi in diplomati. Ja, lejte, to ni strokovna odločitev, to se pač odloči vlada ali ministrstvo glede na svoje prioritete. V vseh državah je tako, da določene skupine prebivalstva cepijo iz drugih razlogov prednostno, kot vem, so cepljeni ponekod športniki, skratka, to je odločitev vlade. Nima strokovne skupine nič s tem? Ne, niti ne podajamo mnenja, ker to nima. Naša naloga je, da povemo, katere skupine morajo biti zaščitene zaradi tega, ker pri njih obstaja zdravstveno tveganje. Potem so pa še skupine ljudi, ki so pomembne za državo in je to pač kriterij, ki ga sprejme država.